se je podaljšala v februarju in marcu, tako da dejansko konji niso bili pripravljeni. Mi smo sezono letos začeli malo pozneje. Seveda, to so živali, prvo je zdravje konj in ne bi bilo v redu in pozitivno za konje, da bi z nepripravljenimi šli v začetek sezone, ker so pol pač možne poškodbe in take stvari. Mi imamo vsako leto dve večji prireditvi v Ljubljani, potem še stale, ki so na tem hipodromu, so še 3 ali 4. Letos je ta majska prva večja prireditev z osrednjo točko sporeda, to je dirka za pokal mesta Ljubljane. To so v bistvu drugokategorniki oziroma konji, ki kažejo največjo perspektivo za naprej. Tako da smo se odločili, da je to v tem pomladnem času dirka za te konje in tudi letos je udeležba izjemno kvalitetna in tudi računamo na to, da bo dejansko zelo lepa dirka. Poleg te dirke imamo še bolj pomembno internacionalno dirko in pa dirko francoskih tekačev. Ima francosko tekaško zvezo podpisan dogovor, ki tudi Francozi sofinancirajo te dirke. Seveda je ljubljanski hipodrom, mislim, da je kar največji športni objekt v Ljubljani. Za nas je izjemno pomembno, da se razvija, kar se nas tiče športnega vidika. Bomo vse naredili, da bomo tudi upravičili ta obstoj in pa razvoj samega hipodroma. Sam hipodrom je bil obnovljen pred 30 leti, tam cirka okrog leta 1990, tako da dejansko, da je zdaj čas za ponovno ureditev in v lanskem letu smo že pripravili neke idejne zasnove za rekonstrukcijo hipodroma. Z mestno občino se dogovarjamo oziroma planiramo, da se že bolj podrobni dokumenti pripravljajo, da bo šlo letos tudi v sam proračun, to je stvar odločitev svetnikov, in pa drugo leto v izvedbo, mogoče drugo leto v zaključek ali pa v naslednjem letu. Takšne so naše želje in takšen je okvirni program obnovitve hipodroma. Na samem hipodromu se dejansko odvija kasaški del, ki je bolj profesionalen, bolj športen in pa še jahalni turnirski del, kjer so pa tudi vključeni tudi otroci, šola jahanja, vse. Dejansko pa je to toliko velik kompleks, da je za vse dovolj prostora, da je hipodrom dejansko tudi na taka ekonomsko upravičena celota. En pomemben del je tudi zdajle pred nami, to so pa športne stave. Športna loterija Slovenije je že podpisala s francosko športno organizacijo pogodbo. Podpisala je tudi z ministrstvom pri nas in z vlado, tako da se predvideva, da bo dejansko te stave verjetno v izjemno kratkem času šle v izvedbo, mogoče že verjetno že v naslednjem mesecu, kar bo pač stvar športne loterije in športna loterija bi rada potem takrat naredila pač tak medijski boom, pač, ko se pritiče za take velike stvari, se rabi tudi dobro marketinško delo. Te stave so za nas kasače izjemno pomembne, predvsem zaradi tega, ker pridobivamo v našo pridobivamo povsem nove ljudi z novim zanimanjem. S tem pa tudi pomeni, da pričakujemo, da bo tudi v naprej še večji razvoj tega kasaškega športa pri nas. Kar se tiče kvalitete, moram reči, da je bilo lansko leto izjemno v kasaštvu, izjemno uspešno, po moji oceni tudi rekordno. Bilo je kar 6 rekordov lansko leto na nivoju državnih rekordov v različnih kategorijah. Imeli smo na konja najvišje nagradne fonde. Tudi reja se izjemno popravlja, kar se tiče kvalitete in števila. In če to vse skupaj seštejemo, dejansko to je izjemni potencial. Mogoče zdaj nekaj manjše število konj, ampak je pa kvaliteta večja, tako da mislim, da se kar se tega tiče, ni problema za razvoj kasaškega športa. Dejansko pa je treba te stvari skupaj potegniti in jih pač pelati, kako jih pelajo te razvite kasaške države, predvsem Francija, Skandinavija, kjer je to ni samo šport, ampak to je dejansko gospodarska panoga.
stvar, ki je, smo je začeli v lanskem letu, so tudi dirke ponijev, to je pa predvsem izobraževanje otrok, da otroke navdušimo za te stvari, tudi pa tu mogoče Marko več povedal o tem, kaj je ta projekt z otroci. Mi smo pričeli s tem v lanskem letu in doživeli zelo dober pozitiven odziv tako staršev kot otrok. Osnova, ki bi jo pa radi sporočili, je pa način dela s konjem, način življenja s konjem, kaj lahko od tega športa dobimo. V ta smisel pa se pripravlja učbenik, ki bo išel pod okriljem Kasaške zveze Slovenije. Oblikujemo že skupino ljudi, ki bo taka izobraževanja, ki bodo potekali izven tekmovalnih dni, posredovala tudi najmlajšim v okviru jahalnih šol. Kasaški klubi po celi Sloveniji pa so se odločili v veliki večini, da bodo v program kasaških dirk vključili tudi ponji dirke. V Ljubljani trenutno imamo prijavljeno 5 ponjev in 10 otrok, ki bodo vozili te ponje in verjamem, da bodo, tako kot so osebno zdaj zelo vzorno odpeljali svojo dirko, vsekakor po otrokom žara, borbe ne manjka, opažamo pa zelo velik fair play med sotekmovalci in zelo veliko pomoč med sabo, tako v sodelovanju tudi starejših voznikih kasaških dirk. Marko, morda, ko že si pri besedi, mnenje o kakovosti letošnje konkurence, seveda v članski konkurenci. Moramo vedeti, da se vsako leto generacija v kasaških konjih precej premeša, ampak je dirka za pokal mesta Ljubljana ena stalnica, ki kategorizira konje v približno isto kakovostno grupo vsako leto in tudi letos se je prijavilo 8 izjemno izenačenih konj. Nekateri so svoje štarte že pili več let, nekateri so dejansko zvezde v vzponu. V dirki imamo konja, ki je bil lansko leto tudi proglašen za najperspektivnejšega kasača in to bo njegova prva priložnost, da to tudi dokaže na sami kasaški stezi. Gre za po kategorizaciji dirk prvo dirko za veliko nagrado v Sloveniji sploh. Dirke, ki imajo izjemen pomen, jih delimo na rejske dirke, vendar pa so dirke zelo velikega pomena tudi dirke za veliko nagrado. Ravno dirka za pokal mesta Ljubljana je prva dirka za veliko nagrado. Kdo je ta problem? Izrečeno v Sloveniji. Ta zvezda vzpona Didier Blu je domačin iz Ljubljane, konkurenca pa se prepeljala praktično iz vseh klubov širom Slovenije, tako da prav gotovo mu ne bo lahko proti bolj izkušenim konjem, ki pridejo v nedeljo v Stožce. Predsednik, ob sami tekmi najbrž tudi kakšne dodatne aktivnosti, ki so bile neka značilnost Ljubljane v preteklosti? No, ena značilnost teh naših kasaških dirk je to, da imamo čas tudi za kakšne druge vzporedne dejavnosti, na hipodromu, celem popoldnevu se lahko dogaja marsikaj. Te pomladne dirke, majske dirke smo poimenovali dirke naše in vaše mladosti, tako da bomo tukaj, bodo tudi starodobniki, imamo še na tako dejavnost, staro šaro na stran, se pravi, da bodo stojnice z temi starimi stvarmi, ki se bodo lahko tudi prodajale, še stari razprodavci bodo, poskrbljena bodo otroka skupaj na vsakih dirkah, da lahko jaka Japonije, same stave. Skratka, ta majska prireditev je namenjena eno nostalgičnim časom. Potem v septembru, ki je pa spet ena velika dirka za Ljubljanska milja in pa vsako drugo leto tudi derbi, tam pa gremo v eno drugo varianto, na srečanje občin z Ljubljanske urbane regije in pa na nično drugačen nivo, malo bolj tak tim in dejansko mi smo tudi pač tekmovanja s klubuki, malo tak državen del, se pravi, da imamo pa še veliko možnosti dejansko, da iz teh sami kasaških dirk naredimo take dogodke z različnimi temami in dejansko
popoldanski čas je namenjen predvsem mladim in starim. Morda še beseda dve, stopnina, stopnina. Stopnine ni, mislim, da časih stopnina, potem pa v času te krize smo takrat ljudi, večina teh naših športnih društev, ostalih klubov smo še potem na to varianto, da ohranjamo predvsem gledalcem, da damo možnost, mrzdo se ni mogel privoščiti take prireditve. Naš cilj pa je, sploh tukaj na tem ljubljanskem hipodromu, da privabljamo te ljudi, ker so sploh tukaj okrog, imeti, da so popoldne noter, pride na hipodrom s celo družino in se pač se dobro počutijo, pa se malo pozabavajo. Zdaj še pokrovitelja tudi ne grem, da tega koga posebej izpostaviti. No, glavni pokrovitelj te dirke za pokal mesta Ljubljana je Energetika Ljubljana, to je podjetje, to je sklop Ljubljanskega holdinga. Tudi lansko leto so bili pokrovitelji te dirke, pa računam, da bodo tudi v prihodnje. Dirke se začnejo ob 2, samo prireditev in tam cirka do 18. ure. Kas je naravni hod konja, pri katerem hkrati premika diagonalne noge, se pravi prednja leva, zadnja desna grejo skupaj naprej in obratno. To je hod, v katerem konj najlažje vleče vozove, opravlja kakršnokoli dela. Skozi leta se je ta reja tako ozko specializirala, da smo dobili konje kasače. Osnovna struja je ameriški in francoski kasač. Govorimo zdaj o stoletjih take reje. Konj mora na kasaških dirkah kasati. Če pa naredi več kot 15 galopskih skokov in 15 nepravilnih korakov, pa ga sodniški zbor diskvalificira. Te pravila so zelo strogo zapisana, sodniške odločitve se spremljajo z kombija, ki vozi zraven, s sodniki, ki so v progi in preko televizijskih kamer, tako da se lahko določa, koliko galopskih skokov je konj imel. Izloči se konja tudi, če je voznik nepravilno oviral sovoznika ali ga bojo temu odvzel zmago, ga spravil v galop. So tekmovalca, določena pravila so, ki mora biti stroga za to, da te dirke speljamo tako, da v bistvu zmaga najboljši konj, ki je odtekel svoje distance v kasu. Nekateri imajo malce pomislekov, ko vidijo kasača z bičem. Mislim, da veljajo tudi ena pravila, kako konja lahko vodiš po. Ja, to je zmotno prepričanje, da mislijo, da bo konj hitro tekel, če bo štekel. Konj bo hitro tekel, če mu bo dal jesti. Bič je pripomoček pri vožnji. Moramo vedeti, da sedimo za njim približno tako daleč, da ga z roko se ne moramo dotakniti. Z bičem pa lahko pomagamo pri kontroli. Včasih je potrebno bič tudi zato, da rešimo kakšno situacijo, zato da povemo konju, da mora v določenem momentu na hitro odreagirati. Tako da bič nekako in se tudi ne tolerira kot pripomoček za pretepanje konj, ampak je lahko samo komunikacijsko orodje med voznikom pa konjem. Morate vedeti, da vsi naši kasači so zelo naučeni tudi na besedo, kar boste lahko pazili tisti, ki ste zelo blizu, da vozniki uporabljajo tako kot včasih furmani, da so konja umirili, zacmokajo, da mu povejo, da mora iti. Ampak v sami dirki je pa hrup včasih prehud, da bi konj to slišal, pa preveč krat hokol, smokljanja je, če jih je 14 v dirki in so taki pripomočki potrebni. Vsekakor pa pravilnik, niti sodniki, niti organizator ne tolerira kakršnega koli izživljanja na konji, ker koncev je konj prva zvezda našega športa. Mi poznamo dve vrsti štarta. Poznamo štart z obrata, to je kada konja razporedimo po handikepu, da stoji na različnih distancah, ampak je opaženo, da so bolj atraktivne v določenih momentih dirke za avtoštart. Avtoštart ima svojo proceduro, ki konje zbere točno po predpisani časovnici. Na avto imamo uro, ko se ta izteče na nič, začne avto voziti. Konji se morajo do plave oznake zbrati za avtom in stati na svojem mestu po številkah, kot so določene za avto. V Ljubljani to pride v prvo vrsto 7 konjev. Avto pospešuje iz 30 km/h do štartne procedure, ko se odvije najboljši konji, doseže blizu 60 km/h. No, ta avto se potem mora varno umakniti, da dirka normalno.